Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Današnjo epizodo vsekakor začenjam z rahlim cmokom v grlu, z malo nervoze, z enim takim pozitivnim vznemirjenjem in lahko bi rekla, da tudi z malo metuljčki v trebuhu. Z današnjo vsebino se podajam na zame novo področje. Tisti, ki me spremljate na Instagramu, ste lahko že ujeli mojo veselo novico, da v mojem telesu raste mali čudež in da me v letu 2025, če bo vse še naprej v redu potekalo, čaka nova vloga materinstva. Po drugi strani ta tema ni ravno nova na podcastu. Novo je mogoče predvsem to, da bom o tej temi govorila še iz svojega vidika. V preteklih mesecih, ko sva s partnerjem to novico nekako držala še zase in za bližnje, se mi sicer zdelo, da bi marsikdo že na podlagi vsebin pogovorov z gosti, vprašanji, ki sem jim jih zastavljala in temami, ki smo jih odpirali, lahko zaznali, da moje zanimanje o materinstvu zelo močno raste. Tako kot skozi pisanje, kot ustvarjanje podcasta vedno v prvi vrsti izhajam iz sebe in v preteklih mesecih sem z velikim zanimanjem pogovore z meni navdihujočimi ženskami, kar nekaj od njih jih je bilo že mamic oziroma so že mamice, izkoristila, da sem z njimi spregovorila o obdobju nosečnosti, o izzivih in lepotah materinstva, o združevanju dela, ustvarjanja in materinstva ter vzgoje, skratka o stvareh, za katere vem, da v kratkem čakajo mene. Spomnim se, da mi je enkrat ena prijateljica, že mamica, rekla, da se bom mogla odločiti, če bom pripravljena govoriti o tej temi, o materinstvu in o vzgoji. In takrat sem v njenem tonu nekako razbrala, da gre za občutljivo in lahko kočljivo temo, na katero ima vsak ali pa vsaka lahko svoje mnenje in ta se seveda med seboj razlikujejo. Takrat sem začutila neke vrste opozorilo, da tukaj lahko pride do obsojanja. Mogoče se motim. Težko rečem za naprej, kam me bo pot in vsebina zanesla, bi pa rada na tej točki podelila, kakšen je moj namen, razlog, da bom spregovorila o tej temi. Vse od prvih izzivov v najstniških letih je duševno zdravje tematika, ki meni veliko pomeni in me
močno, močno zanima. Me zanima danes in me je zanimala skozi vsa obdobja dosedanjega življenja. Zanimalo me je vedno vprašanje, kaj nas osrečuje, kako lahko skrbimo zase, za svoje dobro počutje, tako telesno kot duševno. In v preteklih letih, ko sem ob izdaji knjig 100 dni za boljšo mene in vse je v redu, ko sem se podala na to pot ozaveščanja o pomembnosti skrbi za duševno zdravje, je bil moj namen ustvarjati prostor, kjer se bo podiralo tabuje, kjer se bo govorilo o ranljivosti, o vsem lepem in težkem, kjer bo spoštovana vsaka osebna zgodba in kjer se širi sporočilo, da v stiskah nismo sami. In ko sem dala skozi izgorelost, sem potem govorila o tem. Ko sem dala skozi obdobje intenzivne tesnobe in številnih na novo nastalih strahov, ko sem bila pripravljena, podelila svojo pot soočenja s tem. In že ko sem bila v obdobju truda za zanositev, še bolj pa potem, ko sem zanosila, sem si želela, da bi enkrat o svoji poti, o svojih občutkih spregovorila iskreno in na glas. Ker dejstvo je, da je ta sprememba velika in je močno zaznamovala moje preteklo obdobje, moje doživljanje in mi je prinesla en nov vidik na področju duševnega zdravja in tudi na splošno iskanja smisla v življenju in notranjega zadovoljstva. Moja želja je, da bi kot vedno iskreno podelila svoje izzive, ker se mi je neštetokrat v preteklosti izkazalo, da v njih res nisem sama. In verjamem, da nobena nosečnost ni enaka drugi, ampak občutki pa že na podlagi pogovorov s prijateljicami vidim, da so lahko podobni, skladni, da imajo nekaj skupnega, čeprav vsak prihaja v nosečnost in starševstvo s svojimi pogledi, s svojimi predispozicijami in svojo zgodovino. Meni so v obdobju truda za zanositev najbolj pomagale oziroma so me nekako najbolj zanimale iskrene zgodbe, da sem vedela za zgodbe, kjer se je zanositev zgodila ob prvem poskusu in tudi za tiste, kjer se je par trudil vrsto let. Jaz bi rekla, da mi je ta širina zgodb dala neko perspektivo, kako širok spekter scenarijev obstaja. Obenem se mi je bilo od nekdaj najbolj prijetno pogovarjati z ljudmi, ki so znali, tako kot v pogovorni epizodi je rekla Ana Kompara, videti in govoriti o sivinah. Da starševstvo ali pa življenje na splošno ali pa katerakoli druga stvar ni nujno ali pa ni vedno samo lepa, pa zato ne pomeni, da si tega ne želimo ali pa da smo slabe osebe, če nismo ves čas srečni in hvaležni. Torej, moja zaveza je, da bom o novem obdobju govorila iskreno, v upanju, da še komu ponudim razumevanje, uvid v eno zgodbo, da morda sebi in tebi podarim dokaz, da v določeni situaciji nismo sami. Jaz upam, da na nikakršni točki ne bom komurkoli solila pameti ali pa dajala občutka, da vem, kakšna pot je prava za druge. Že zdaj vem, da so bili trenutki, ko niti nisem vedela, kakšna je prava pot zame. Se bom pa trudila deliti, kako to pot iščem jaz, katera vprašanja si postavljam, do kakšnih odgovorov potem pridem. Podelila bom, kadar se mi bo ob pogledu nazaj zdelo, da sem sprejemala prave odločitve in hkrati tudi, ko bom ob pogledu za nazaj bogatejša za uvid, kako bi z novim znanjem nekaj naredila drugače. In vse to, tako kot na splošno za duševno zdravje, delim iz vidika lastne izkušnje, z navajanjem, kje pridem do informacij, da se lahko ti odločiš, če temu viru tudi zaupaš ali pa ne. Najprej spregovorim o obdobju truda za zanositev. Tisti, ki ste poslušali 22. epizodo podcasta Vse je v redu, v kateri gostim svojo sestro Emo, poznate njeno zgodbo, ki je vsekakor zaznamovala moja pričakovanja tistega obdobja.
Če pogovora nisi poslušala, te absolutno lepo vabim. Bom pa vseeno na kratko podelila za današnjo temo ključne stvari. Torej, moja sestra je bila od nekdaj zelo materinska, zelo družinska, vsi smo jo videli, koliko je dobra z otroci, je tudi po poklicu glasbena pedagoginja. Ampak s partnerjem sta se vrsto let trudila za rojstvo zdravega otročka. Za sabo imata 5 spontanih splavov in 3 neuspele umetne oploditve. Imata pa za seboj tudi srečen razplet, zdaj 2 zdrava otročka. In ker sem jaz Temino zgodbo spremljala od blizu, sem se, še preden sva se sploh s partnerjem odločila, da se podava na pot truda za zanositev, zavedala, da se nosečnost in dojenček ne zgodita čez noč. Na drugi strani sem poznala od blizu zgodbe, kjer se je zanositev zgodila v prvem poskusu, ampak čisto iskreno, jaz sem vedela za precej več zgodb, kjer se je zgodil na primer 1 ali pa več splavov, ali pa kjer trud za zanositev ni trajal 1 mesec, sicer ne nujno, da je trajal več let, ampak da je trajal več mesecev. No, in prva stvar, ki je mene zelo močno presenetila v tem obdobju, je bila to, da sem jaz torej v glavi vedela za te zgodbe in bila nekako, bi rekla, da bolj pripravljena, da bo ta proces kar nekaj časa trajal. Po drugi strani pa priznam, da sem bila ob prvem poskusu razočarana, ko sem dobila menstruacijo. Zelo hitro so me preplavile misli, strahovi, kaj če je kaj narobe z mojim telesom. Čutila sem neko razočaranje nad seboj, občutek, da če ni uspelo, da jaz nisem uspela in da jaz v nečem nisem dovolj dobra ali kakor da me je telo na neki način pustilo na cedilu. Kar je še mene močno zaznamovalo tisto obdobje, je bilo spet to, da svojih občutkov pogosto nisem podelila na glas. Tokrat sicer z nekim oprijemljivim razlogom, ne iz sramu, kot kakšno drugo stisko prej nisem podelila, ampak zdelo se mi je, da več ljudem, kad bi povedala, da se trudiva za zanositev, večji pritisk bom čutila. In želela sem se izogniti vprašanjem, kot so: "In, a si že noseča?" Ki so mi nekako z vsakim mesecem, ko sem dobila menstruacijo, pa sem imela ta vprašanja samo v svoji glavi, so mi bila izredno naporna. In to je razlog, glavni razlog, da jaz v obdobju truda za zanositev tega nisem delila z drugimi. Je vedelo par oseb, spoštujem in občudujem pa vse, ki uspejo to podeliti v realnem času in se uspejo tako ranljivo izpostaviti, in spremljam par profilov punc na Instagramu, ki v realnem času podelijo, ko recimo se zanositev ni zgodila, pa so si tega želele, ali pa koliko časa se s partnerjem že trudijo za to. Tale mali košček snemam naknadno, ker sem začutila, da bi podelila še en zelo specifičen občutek oziroma mešanico občutkov, ki sem jo doživljala v tistem obdobju. In sicer to se je zgodilo v trenutkih, ko sem izvedela za kakšno bližnjo osebo, da je zanosila, in sem bila za to osebo izredno vesela, sem ji privoščila, obenem sem pa čutila eno žalost. Žalost, ker se to ni zgodilo meni, in do sebe sem takrat imela pričakovanja, mogoče celo zahteve, da bi v takih trenutkih mogla čutiti samo veselje. Ko sem pa čutila en miks čustev, sem se počutila kot grozna oseba. Obsojala sem se, zakaj nisem samo vesela za drugega, zakaj sem toliko sebična, neučakana, zakaj se ne znam veseliti za druge, če tudi meni nekaj še ni dano. Obenem se mi je zdelo, da ker se sploh nisva tako dolgo trudila, da niti nisem bila upravičena do teh občutkov. Da če bi bila za mano že oziroma za nama že težka pot, dolga pot, bi bili ti občutki mogoče sprejemljivi, tako pa se mi je zdelo, da niso, in sem se v takih trenutkih počutila res slabo glede sebe.
In nedolgo nazaj sem se prav v teh občutkih pogovarjala s prijateljico, s katero sva sicer zdaj obe noseči, kar se mi ne zdi zanemarljiva olajševalna okoliščina, torej da sva si obe tega želeli in sva zdaj obe na istem. In ko sem z njo govorila, sem še za nazaj čutila eno izredno olajšanje in dobila občutek sprejetosti, ker je ona podelila, da se je ona pred zanositvijo enako počutila. Če občutke, ki se jih sramujemo ali pa nanje nismo ponosni, uspemo podeliti z nekom na glas in mogoče nazaj dobiti sprejemanje, razumevanje. Meni se zdi v idealnem primeru, če dobimo neko osebo, ki je na neki točki doživljala podobno, ali pa vsaj osebo, ki nas za naše doživljanje ne obsoja, se mi zdi, da je to lahko res izjemno zdravilno. In v tej želji tudi snemam in ta dodatek mali in na splošno to epizodo, ker si zelo želim, da mogoče kateri izmed poslušalk ali pa poslušalcev skozi deljenje svojih občutkov dam en mali košček tega sprejemanja in razumevanja. Ne vem točno kdaj, ampak kar kmalu po začetku truda sem jaz v svoji želji po kontroli in obenem tudi s čistega zanimanja in radovednosti takrat začela bolj spremljati svoj cikel. Naj podelim, da sem jaz leta mislila, da ker si redno beležim prvi dan menstruacije, da sem prava piflarka o poznavanju svojega cikla. Ampak ja, vse, kar sem vedela, je bil prvi dan menstruacije. Imela sem pa to zabeleženo za, ne vem, mislim, da 15 let nazaj. Kdaj je ovulacija, kako se mi spreminja dolžina cikla, kaj vpliva na razpoloženje v določeni fazi, nič od tega nisem vedela niti spremljala. Malo bolj sem se s ciklom oziroma vsaj z različnimi fazami začela spoznavati v obdobju soočanja s tesnobo, ko sem enkrat prvič posumila, da sem mogoče bolj tesnobna v določenih delih cikla. In takrat sem res ogromno informacij črpala iz podcasta Parbati, ki sta ga takrat še ustvarjali skupaj Nastja in pa Ines, ki ima danes svoj podcast Srečka. Na tem podcastu najdeš res malo zakladnico informacij in kar je bilo meni zelo všeč in mi je najbolj ostalo v spominu je, da sta oni dve na zelo razumljiv, enostaven način razložili 4 faze cikla, torej folikularna, ovulatorna, lutealna in menstrualna faza in kako se lahko v vseh teh fazah podpreš. Jaz sem si tekom poslušanja tega podcasta ustvarila en tak zapis na telefonu in si tja zapisala osnovne informacije o vsaki fazi. In kar mi je bilo res krasno, je, da oni dve podelita, kako in to, kaj je za vsako fazo značilno na splošno, obenem pa vabita tebe, da ti raziskuješ in si zapisuješ svoje doživljanje, ker seveda ni nujno, da pašeš v tisto neko povprečje, kakor ga oni dve opišeta, kako naj bi se ženske počutile v določeni fazi, ampak ima seveda vsaka svoja odstopanja in da lahko skozi beleženje in skozi spremljanje začneš res opažati tudi svoje specifike. In tako sem se jaz potem v tisti zapis začela zapisovati še svoje občutke v vseh teh fazah, in na podlagi njunih nasvetov sem že pred obdobjem truda za zanositev naredila par drobnih sprememb. Recimo to, da sem začela gibanje prilagajati ciklu, da sem med menstruacijo res počivala, prilagodila sem tudi malo prehrano. Najboljši nasvet mi je bil recimo za čas PMS-a, koliko pomembno je, da če imamo recimo v tistem obdobju cravinge po nečem sladkem, da takrat poleg sladkorja zaužijemo še nekaj beljakovin in maščob in s tem naredimo obrok uravnotežen in bo naše telo potem bolj potešeno in bo teh cravingov manj. Ker tako oni dve pravita, da če pa bi po cravingih zaužili samo sladkor, da s tem ne potešimo zares potreb telesa in je potem to en tak začaran cikel, kjer v bistvu telo želi sam skozi več sladkorja. In ja, meni se je zdel to en tak res krasen in enostaven recept. Noben mi ni rekel, ne smeš jesti sladkorja, moraš se upirati temu, ampak lej, če si želiš sladko, daj zraven pojej še nekaj drugega. Tako da se mi zdi, da njuna vsebina je bila meni polna takih
enostavnih trikov, ki se mi zdi, da z malo truda in malo želje jih lahko vsaka vpelje v neki svoj vsakdan. No, potem pa, ko sva se s partnerjem začela truditi za zanositev, sem se še bolj poglobila v spremljanje cikla. Naj najprej še povem, da je moja mami moja ginekologinja, doktor Milena Igličar, in da se je na svoji poti veliko izobraževala na področju naravnih metod zdravljenja neplodnosti. Jaz se na svoji poti sicer nisem srečala z izzivi neplodnosti, ampak vseeno mi je njeno znanje prišlo zelo prav. Ona me je tako izobrazila v nekaj teh osnovnih principih, kako si spremljati cikel in kako skozi beleženje telesne temperature in spremljanje sluzi lahko na podlagi čez čas ugotovimo, kdaj so naši plodni dnevi, če je v ciklu prišlo do ovulacije in kdaj. Zdaj, meni je mami takrat dala nekaj zelo strokovne literature, tudi dosti kompleksne, v katero se niti ne bom spuščala, ker je ne poznam dovolj dobro. Sem pa, in tudi ta literatura je bila meni v bistvu bolj podpora znanju, ki mi ga je ona ustno predala. Sem pa v tistem obdobju brala knjigo Alison Kogoj z naslovom Želiva si dojenčka, v kateri med drugim opisuje eno izmed teh metod za spremljanje ciklusa in to na zelo tak razumljiv in enostaven način. Če je slučajno ne poznaš, Alison Kogoj je licencirana svetovalka za naravno plodnost z večletnimi izkušnjami, je sistemsko-relacijska terapevtka, diplomirana medicinska sestra, predavateljica in samostojna podjetnica. To sem prebrala iz njene spletne strani, da bom sigurno vse pravilno navajala. Ampak ja, ta knjiga je bil meni en tak dokaj enostaven priročnik na tej poti. Hkrati mi je bilo lepo, ker noter v knjigi tudi deli zgodbe drugih parov, kako so prišli tule na svetovanje, kakšne spremembe so vpeljali, in mislim, da če se ne motim, tudi piše, koliko časa so potem po vpeljavi sprememb rabili, da se je zanositev zgodila. Sem rekla, da bom podelila stvari, ki bi jih naredila ponovno, in tiste, ki bi jih danes naredila drugače. Jaz bi se absolutno ponovno spoznala s svojim ciklom, kar pa bi naredila drugače, je to, da bi to začela delati še preden sva se začela truditi za otročka, ker se mi zdi, da bi mogoče potem to počela bolj sproščeno, brez nekega časovnega pritiska, brez neke agende, ampak res samo iz radovednosti in želje po poznavanju sebe in svojega telesa. Namreč, kar se je meni v tistem obdobju potem zgodilo, je bilo to, da na neki točki nisem več vedela, kako se prepustiti. Jaz sem takrat tudi uporabljala zapestnico pa aplikacijo Tempdrop. To zapestnico čez noč namestiš na roko in ti potem samodejno odčita telesno temperaturo, na podlagi katere potem spremljaš svoj cikel. In potem se zgodi, da ko se zbudiš, je prva stvar, na katero pomisliš, da snameš to zapestnico, vzameš v roke telefon, posinkaš podatke. In se dan takoj začne z mislijo na to. Potem čez dan spremljaš sluz in spet večkrat čez dan si z mislimi pri tem, zvečer spet zapestnica. In kar naenkrat je tvoj dan prepleten z mislijo na nosečnost, a se bo zgodil ali ne, kar je vsaj zame prinesel tudi en nivo obremenjevanja in včasih je to obremenjevanje postalo pretirano. Seveda za to niso krive zapestnice pa aplikacije, ampak pač moj karakter. Ampak ja, jaz bi rekla, da sem si obdobje, ko se trudiš za zanositev, drugi so mi govorili, da to more biti ali pa da to je lahko eno res najlepših obdobij, pa se mi zdi, da sem si ga jaz malo zagrinila s tem, ko sem se stežka prepustila in sem bila mogoče na trenutke pretirano, kot absolutno ne prvič v življenju, navezana na tiste dele, kjer sem imela kontrolo. In sčasoma ugotoviš, da ja, seveda v tem procesu kar nekaj vpliva imaš. Poznati svoj cikel absolutno pomaga, tudi skrb za dobro počutje tebe in partnerja. To je koristno. Fino je tudi poskrbeti, da je čim manj stresa, da imaš neki splošno zdrav življenjski stil. Ampak na neki točki pa stvari niso več v tvojih rokah.
ker ti lahko v potankost poznaš sebe, svoj cikel, imaš redne spolne odnose, na plodne dni ali na prave dni, pa se nosečnost vseeno ne zgodi. In takrat spoznaš, da ja, je spočetje čudež, ker se enostavno mora poklopiti toliko enih faktorjev. In seveda to spuščanje kontrole, sprejemanje, da stvari niso v mojih rokah. Če poznaš mojo zgodbo, veš, da je to nekaj, kar je bilo meni že v preteklosti težko in sem tokrat spet imela en poligon za učenje. Kar me je mirilo, motiviralo, je bilo zavedanje, da je oziroma usmerjanje misli v to, da je na neki način vse to priprava na starševstvo. Zavedam se, da takrat pa sploh pride obdobje, ko stvari niso več v tvojih rokah in da lahko v obdobju truda za zanositev vadam svojo odpornost na situacije, kjer me življenje vabi v prepuščanje in sprejemanje. Najina pot do zanositve na koncu ni trajala dolgo, jaz bi rekla, da je trajala povprečno dolgo. Bi si pa danes za nazaj vseeno zaželela več prepuščanja, manj stresa in več zaupanja, da se bo poklopilo in da bom s časom zanosila. Sem ravno danes tudi eni prijateljici rekla, da sem po eni strani danes tudi hvaležna, da se ni zgodilo čez noč, ker mi je absolutno to okrepilo prepričanje, da je novo bitje čudež in danes zaradi tega občutim še več hvaležnosti. No, ker potem pa je prišel ta veseli dan ali dan, ko je meni izostala menstruacija. Jaz sem si nosečnosti res, res močno želela in sem si ves čas predstavljala, kako samo da zanosim, pa bom jaz najsrečnejša oseba na svetu. Obenem sem se nekako zavedala, da imam neko iluzijo v glavi, da sem bila malo pretirano osredotočena na uresničitev te želje, ki pa v resnici pomeni šele začetek nečesa novega in res šele začetek. Ampak ja, jaz sem si nosečnost predstavljala kot obdobje blaženosti, ko bom jaz po svetu hodila v rožicah, da se bom ves čas samo držala za svoj nosečniški trebušček in bom ena sama sreča na dveh nogah. No, na moje veliko presenečenje nisem čutila samo tega. Sem občutila tudi to blaženost in neskončno hvaležnost. Ampak sem pa občutila recimo tudi ogromno strahu. Strahu pred, ne vem, prvim pregledom, a bo bitje srca, pa potem, če bo nohalna v redu. Ves čas so bili potem pred nama neki koraki, kjer me je spet lahko nekaj skrbelo. Pa potem me je skrbelo, če bom dobra mama, če bom znala pomiriti svojega otročka, a bom uspela dati delo na pavzo, kako bo z mojim duševnim zdravjem, ko ne bom spala dovolj. Skratka, jaz bi rekla, da na neki način čisto upravičeni strahovi, ki pa so na trenutke kvarili ali pa lahko rečem bogatili tisto mojo vnaprej idealizirano blaženost in mi vedno znova, ampak res vedno znova dajali priložnost, da se z mislimi vračam v sedanjost in z občutki od strahu k hvaležnosti. Nosečnost je zame prišla z eno zelo široko paleto občutkov. Tako lepih kot težkih oziroma neprijetnih. Od lepih je absolutno že zavedanje, kaj se v tebi dogaja. Jaz menim, da nikoli v življenju še nisem imela toliko izvenzemeljskega občutka, tega občutka zavedanja, da v mojem telesu prav zares raste novo bitje. Meni je to še danes nekaj, kar včasih sploh ne morem dojeti, da se to res dogaja. Pa potem, ko vidiš na pregledu, da srček bije, ko začneš čutiti brce dojenčka, to so taki nepopisno lepi, nepredstavljivi občutki. Recimo tudi spomnim se trenutkov, ko sva novico podelila z bližnjimi. To so bili meni eni res najlepših trenutkov in sem se jih zelo veselila.
Pa tudi trenutki, ko sva vedela še sam midva in je bila to nekako neka najina stvar. To je res ena taka nepopisljiva sreča in zadovoljstvo. Ker pa si želim biti iskrena, ne bom ostala samo pri teh lepih stvareh, ampak naj podelim, da je nosečnost prišla tudi z izzivi, tako na področju telesnega kot duševnega zdravja. Na področju telesnega predvsem to soočanje z utrujenostjo, pa v prvem obdobju s slabostjo. Na področju duševnega zdravja pa mogoče najbolj to sprejemanje te široke palete občutkov, ko pa sem imela v glavi, da bo vse samo lepo in pozitivno. Jaz zdaj tudi doživljam trenutke, ko ne sprejemam čisto lahkoto svojega spreminjajočega se telesa, pa sem iskreno, preden sem zanosila, mislila, da s tem res ne bom imela težav. Ampak vsak dan si drugačna, vsak dan je nekaj novega in se občasno srečujem s takim občutkom preplavljenosti, da kakor da pogrešam neko ustaljenost, nadzor, predvidljivost in kakor da sem včasih kot na enem vrtiljaku, kjer ne vidim, kam se z naslednjim zavojem obračamo. Z nosečnostjo so prišli strahovi, strah pred porodom, strah pred spremembo, strah pred tem, kaj če bo šlo kaj narobe. Prišel je tudi občutek, koliko prehitro mineva čas. In ena taka nepotešljiva potreba po tem, da izkoristim čas nosečnosti in da vseeno vsak dan, vsak teden, vsak mesec prehitro mine. Ampak tukaj se spet trudim. Trudim se videti trenutno obdobje kot eno pripravo na obdobje, ki sledi, ker koliko mamic mi je reklo, da življenje z otročkom mineva nenormalno hitro in da moraš užiti vse trenutke. In tega se mi zdi, da se na neki način učim zdaj. Čas lahko mineva zelo hitro, če smo z mislimi ves čas pri naslednji ali pa pri prejšnji stvari. In čas lahko na drugi strani res skorajda ustavimo, če se znova vračamo v sedanji trenutek in živimo v tukaj in zdaj. Zato se jaz trudim biti v čim več trenutkih čez dan prisotna, se zavedati, da si samo enkrat noseč za prvega otročka, samo enkrat, ko je še ves čas posvečen lahko tebi, povezovanju, ko si lahko brez zadržkov vzamem čas za počitek, ko ga potrebujem, za druženje, ko si tega želim, za brezdelje ali pa delo, ali pa kuhanje, branje, sprehode. Vse je na neki način lahko prilagojeno meni, medtem ko, kar slišim od prijateljic, ki imajo potem drugega otročka recimo, je že drugače, ker je tam zraven še eno malo bitje, za katerega že skrbiš. Kot vedno bom današnjo solo epizodo zaključila z eno mislijo, tokrat eno svojo, ki mi je v navdih in sem si jo večkrat ponavljala tekom preteklih tednov in mesecev. Imam moč izbrati hvaležnost in ne strahu, prisotnost v sedanjosti in ne bega v prihodnost. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo,
100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.